Lepo pozdravljeni na današnji slovesni prijem v podlagi dolžnosti poveljnika Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje je nosilec razvoja, idej in gonilo napredka Slovenske vojske. Ponudba novih znanj je bila vedno naša glavna prednost. Dosedanji poveljnik je bil goreč zagovornik potrebe po novih vojaških znanjih. Brigadir Grajc s prehodom na čelo poveljstva se z bogatimi izkušnjami iz domačega in mednarodnega okolja prenesli tudi razumevanje potreb za podporo vsem vojaškega znanja željnim vojakom. Poleg novih znanj ste vse skozi pomembno prispevali tudi k osebnostnemu razvoju pripadnic in pripadnikov ter njihovem medsebojnem odnosu. Čeprav so glavni soustvarjalci medsebojnih odnosov, predvsem pripadnice in pripadniki sami, lahko poveljnik temu pomembno prispeva in vi ste se na tem področju odlično izkazali. V določenem času, ko presežemo večino svojih osebnih pričakovanj, želimo nekaj novega, drugačnega. To je seveda pojav, ki zagotavlja našo osebno rast in napredek in razvoj vsake organizacije. Brigadir Grajc, odhajate na pomembno mednarodno dolžnost. Prevzemate dolžnost namestnika poveljnika sil KFOR na Kosovu, ker boste svoje bogate poveljniške izkušnje prenašali na pripadnike 21 držav NATO in 8 drugih držav. Poveljnik je častna in odgovorna dolžnost in naloga. Brigadir Grajc, popravili ste z odliko in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Drage kolegice in kolegi, cenjeni gostje in predstavniki medijev. V demokratičnih državah se vojske politično legitimirajo s svojim vojaškim profesionalizmom. Zanje je značilno, da njihove pripadnice in pripadniki delujejo po etičnih pravilih na temelju vrednot. So strokovni, se pravi izobraženi, usposobljeni in izkušeni. Povezuje pa jih visoka stopnja korporativnosti. V zadnjih 3 letih, ko sem bil vaš poveljnik, smo to proaktivno razumeli ter skupaj pospešili proces profesionalizacije do te mere, da smo mu nemalokrat le stežka sledili sami, še bolj pa naše interno in eksterno okolje. Najprej smo ukrepili domoljubje in ogrodje našega vrednostnega sistema s tem, da smo v osišče našega delovanja ob upoštevanju vseh zgodovinskih korenin postavili osamosvajanje Slovenije z vojno za njeno samostojnost. Zavedali smo se ter učili, da brez nje danes Slovenci ne bi imeli svoje države, mi pa ne bi bili pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Vojaškemu častniku je izkazana velika čast, če mu je zaupano vodenje in poveljevanje. Zato se vam, načelnik generalštaba Slovenske vojske, zahvaljujem za izkazano zaupanje, da lahko poveljujem poveljstvo in organizacijskim enotam Slovenske vojske, ki so zadolžene za doktrino in razvoj, predvsem pa za izobraževanje in usposabljanje posameznikov v Slovenski vojski. Ob tem, ko se veselim nove dolžnosti, se istočasno tudi zavedam, da je dolžnost odgovorna in prepletena z mnogimi nalogami in vplivi različnih dejavnikov znotraj obrambnega sistema, ter tudi izza njega. Nič novega ne bom povedal, če rečem, da je izobraževanje in usposabljanje za Slovensko vojsko izrednega pomena in prva naloga, ki jo pripadniki Slovenske vojske izvajamo v miru. Od naše usposobljenosti je namreč odvisna izvedba nalog, tako sedaj v miru, na misijah, kot v nekih zaostrenih varnostnih razmerah ali celo v vojni. Spoštovani. Življenje posameznika, skupnosti enote je sestavljeno iz nenehnega prepletanja začetkov, načrtovanj, preverjanj, uspehov, pa tudi zaključevanj in na nek način obračuna. Tukaj mislim, da lahko rečem, da smo skupaj z odhajajočim poveljnikom na trdnem temelju odločitev izpred mnogih let zgradili lepo zgradbo, utemeljeno na medsebojnem spoštovanju, na temelju etičnih in moralnih vrednot in osebnostne drže. Za kar se bomo poveljniku Grajcu zahvaljevali in hkrati
iskali tudi možnost življenja za naprej. Prepričan sem, da bomo tudi z novim poveljnikom v slogu našega gesla našli pravo modro modrost in pravo moč za skupno življenje.